Dobro večer in dobrodošli na 5. Startup Mysliju. Evo, danes imamo z nami super 3 zanimive goste, Dejana, Nino in pa Simona. Zdaj vas prosim, da se presedete tako pod svoje slike. To je zdaj taki pravi protokol, to je ključni razlog za to, da se presedemo, je taka prava karma, ne? Ki se potem spostavi v tem prostoru, tako da evo, super ste se presegli. Evo, Feng Shui. Evo, da začnemo z enim takim sproščenim uvodom. Nina, Mariborčanka v začasnem delu v tujini, ne? Kaj ti je bolj pri srcu oziroma ljubši, najboljši sosed ali Gorenjska? Ja, prosim mikrofon, če uporabljate vsi. Ok, mikrofon moramo prižgati, super. Ja, evo. V bistvu sem bila pri sosedu skoraj 7 let, tako da je bila ful dobra izkušnja. Zdaj sem pri bolj nemškem podjetju, tako da je tudi ful dobra, zanimiva, povsem drugačna izkušnja, čeprav gre v bistvu za zelo, zelo podobno delo. Kje mi je ljubše? Zdaj. Super, si pogosto v Mariboru? Se trudim, ampak sem pogosto v tujini. Ok. Zelo si zasedena, kaj te trenutno najbolj okupira, kaj je tisti projekt, mogoče s katerim zdaj se trenutno največ ukvarjaš, pa nam lahko zaupaš, ne? Da nisi pod NDA-em? Ne, s projektom, s katerim se zdaj trenutno največ ukvarjam v službi, je to, da se učim Photoshop. Cool. Osnove Photoshopa, ki jih pač v bistvu prej nisem, tako da se zdaj učim ta del. Na tem delu se zdaj izobražujem. Ok, zakaj na tvojem delovnem mestu potrebuješ Photoshop? Pri nas, mislim, v podjetju Lidl Slovenija je do zdaj veljala ta navada, ali kako naj temu rečem, da v bistvu social media manager dela večino stvari sam. Kar pomeni, da si tudi kreative fotografije, ki jih objavljam, pač pripravlja načeloma sam. Večino stvari počnemo sami, tako da je to ena ful dodana vrednost, ki je včasih malo naporna, ko se še učiš, ampak ko jo enkrat znaš, je pa ful plus. Cool. Super, hvala. Dejan, še pred kratkim si bil v Kanadi, zdaj si v Sloveniji. Daj nam eno tako poljudno primerjavo teh dveh držav, plusi, minusi, ene in druge. Ja, pa malo bliže držite, prosim, mikrofon, da vas slišimo. Glede trga, je Kanada najprimerno večji trg, tako da, če je ideja, je mogoče malo lažje izvesti. Čeprav po drugi strani tu pa lahko prideš do tistih glavnih akterov dokaj hitro, ne? Okay. Tako da tu je plus, tu je minus. Ampak se mi zdi, da je vseeno lažje nekje v tujini, kot pa zdaj, ampak slovenska startup scena se razvija, podjetništvo se razvija, tako da tudi tu se da se že dokazali in še bojo, ne? Ok, in ti si en izmed tistih, ki boš dokazal, da si tudi da narediti milijardni startup? Recimo. Ok, kaj počneš v prostem času, kaj te okupira poleg biznisa, katerega delaš? Social media je izmeri bil zraven, zadnje čase me ful zanima, interesira growth hacking, drugače osebno, crossfit. Vemo, da si za prisežen športnik tudi ljubitelj dobre glasbe in hrane. Zdaj pa mi naštaj tvoj najljubši band, pa česa si v zadnjem tednu največ pojedel? Peanut butter, bacon, to je zmeri na meniju. To je bolj kanadsko poreklo tega hobija ali bolj slovensko, peanut butter in bacon? Meni se zdi, da je to tak beljakovinska dieta, ki mora biti intenzivnega športa. Ok. Dobro, za tiste, ki športate, zapišite, ne? Peanut butter and bacon, to je, pač, če ste športnik, morate to jesti, ne? Sploh, če želite uspeti v startup svetu, ne? Da to je startup dieta, evo. Ok, super. Najljubši band? Če bi zdaj povedal, pa bi izničil to vrednote, ker ni ga, ne? Ok. Prav, v redu. Simon, za prisežen tudi športnik, pripovedovalec zgodb, kako se to dopolnjuje, šport, zgodbe, social media? Ja, v bistvu zgodbe te športu motivirajo, ne? Mislim, skozi slišimo neke zgodbe športnikov, oziroma uspešnih športnikov, ne, Michael Jordan, taki, ne? To je v bistvu
na nek način te to inspirira, da mogoče tisti dan namesto, da vložiš samo 90%, da potem res tistih dodatnih 10%. Okay, kateri športnik te najbolj inspirira in motivira? Po mojem, ker Michael Jordan bom tu ostal. Okay. Kolikokrat na teden pogledaš enega izmed 1000 teh inspiracijskih njegovih klipov, ki te nahajpajo, da skočiš iz posle zjutraj? Ja, veš kaj, če jih pogledaš enkrat, potem je po mojem to dovolj, tako da jaz sem jih par let nazaj že pogledal, še vedno jih znam. Ok, si zaprisežen, torej ljubitelj poklicno in zasebno brandov. Katera dva branda sta ti mogoče najbolj pri srcu ali pa bi jih iz tvojega profesionalnega vidika najbolj izpostavil, tako kot neki vzor? Če bi pač se zbudil in bi rekel, jaz hočem biti ta brand, kateri brand bi želel biti? Mogoče zakaj? Po mojem kar Nike pa Apple. No. Okay. V bistvu oba sta tak po definiciji ena izmed najboljših brandov na svetu. Ne. Tudi, oba točno vesta, v bistvu, kaj je unbrand, kaj ni unbrand, ne, to, kar dosti ljudem oziroma dosti drugim brandom dela težave. Ne. In oba tudi uporabljata potem to svojo zgodbo osebno, v bistvu, da peljeta naprej potem marketing iz tega. Ne. In to res dela zelo dosledno. Ne. Okay. Kaj pa mogoče kakšen startup brand, ki te mogoče inspirira? Najbolj Slack. Kateri? Slack? Slack, ja, daleč najbolj. V bistvu, zakaj? To je en izmed najboljših brandov, po mojem, sploh za startup. To, v bistvu, oni imajo zelo tak oseben pristop, oni so v bistvu tudi redefinirali kompleten sistem v bistvu, nekih asistentov kot robotov. Ne vem, če poznate Slack. Okay, koliko izmed vas pozna Slack? Roke gor? To je v bistvu nek messenger stil za ekipe, da lahko delajo v podjetjih, v startupih in tako. V bistvu oni imajo ful poseben copy, že ne vem, samih teh loading screenov. Ne. Potem celi brand tudi, ne vem, ko ti rabiš support neki, ne, v bistvu kar govoriš v chat notri z enim robotom, ne, ki ti tudi pogovarja, pa se s tabo pogovarja, jo, gled, fajn bi bilo, če bi si sliko spremenil, ne, pa veš, da nobenega ni tam odzadaj, ne, ampak te takoj motivira, ker se s tabo na nek osebni način pogovarja. Ne. In tudi potem njihov support, ne vem, jaz sem imel pred enim mesecem sem imel neko težavo z Slackom in to je ogromna firma, oni imajo po celem svetu pač kupce, ne, če temu tako rečeš, uporabnike in so mi odgovorili v 5 minutah. Ne. Pa, mislim, takoj smo razrešili problem. Ne. In to ti kaže, da brand gre ne samo v tiste neke smeri, ki se vidijo, ampak tudi tiste, ki se mogoče na prvi točki ne vidijo, ampak ti dodajo pa potem globino zgodbi. Ne. In to ti potem tudi ustvari dober občutek o brandu. Ne. In to je najbolj pomembno, ker glej, jaz sem danes tu povedal za Slack, ne. Kot drugače mogoče ne bi. Ne. Pa ziher imaš ful procent od tega, ne? Ja, 20. Cool, jaz sem gledal. Evo, danes, ne, če ti je oni bot odgovoril v 5 minutah, ne, lahko mi, ne, vsem, ki imate kakršnokoli vprašanje, danes odgovorimo še prej kot ta bot, ne, prej kot v 5 minutah. In sicer vsi, ki imate kakšen izziv ali kakšno vprašanje o družbenih omrežjih, če želite nam pokazati vaš Facebook profil, pa želite, da ga Dejan, Simo in Nina skomentirajo, se lahko dvignete roko in pokazali bomo vaš Facebook profil in ga skupaj pokomentirali. Hkrati boste naredili super promocijo za to, kar počnete. Skratka, ne, dajte nam malo ognjička, dajte se izpostaviti, dajte nam pokazati, dajte zbrati feedback. Evo, zdaj, skratka, to kar prekinite, dvignite roko, pokomentirajte. Začeli bomo z enim takim znova uvodnim delom vprašanj, kadarkoli nas prekinite. Jaz bom, če si bom spomnil, bom počekiral Twitter, tako da dajte tudi kaj vprašati na Twitter. Evo, zdaj pa začnemo. Začnemo jasno na začetku in vsi se ukvarjamo, torej naslov mislija je ABC rasti v digitalnih medijih in enih od ciljev digitalnih medijev so tudi pač velika skupnost. Ne. Kje začeti graditi neko online spletno skupnost? Tak, začnimo zelo na začetku. Kar izvolite, tisti, ki bo prvi pograbil mikrofon, bo začel, ostali ste vabljeni k komentiranju, dopolnjevanju, nestrinjanju, ne, nismo še imeli kreganja tukaj, ampak jaz upam, da bomo tudi da imeli. Ja, Dejan je imel mikrofon cel čas v roki. Ne, sem jaz začel. V bistvu, cela poanta
grajanje startupa je v bistvu v tem, da ti gradiš neko skupnost. Ne? Torej, Mogoče zamenjata mikrofon, vseeno, vidiš, ne, karma. Karma, Zdaj dela. Torej, grajanje neke skupnosti. Ne? In ti moraš v bistvu na začetku najti neke early adopterje, ki so pripravljeni s tabo začeti nekaj. Ne? Ker ti na začetku nisi samo ti lider, ampak je lider tudi tisti, ki sledi tebi. Ne? Torej, če jaz samo tu hodim, pa če nekaj govorim okoli, to nič ne pomeni, dokler ne nekdo za mano hodi, pa začne še kaj poleg govoriti. Ne? Mislim, da začne hajpati to. In v prvi fazi mogoče niso najboljša omrežja vedno Facebook, pa taka omrežja, ne? Ampak mogoče, ali pa page Facebook, ne? Ampak kakšne Facebook skupine, ali pa Reddit, ne vem, koliko ljudi pozna Reddit, ne? Čakaj, jaz sem to vprašanje zapisano, ne? Ta Reddit, ne, se pojavil kot eno izmed takih super tudi istočnic, pa če si ga zdaj že omenil, dajmo ta Reddit razčistiti. Koliko izmed vas pozna Reddit? Okay. Vsi morate iti gor na Reddit. Vsi morate iti gor na Reddit, ne? Skratka, to je naslednja naloga. Potem, ko se prijavite na party, morate iti na Reddit, ne? Ok, povej, kaj je to Reddit in zakaj ga uporabljati? V bistvu, če že povem slogan Reddita, vam bo vse povedal. Oni so v bistvu the front page of internet, ne? Torej, tam gor imaš novice, še prednjih potem iz Reddita poberejo, ne vem, razni BBC, CNN, pač tak karkoli, ne? Ker v bistvu to ena ogromna spletna skupnost, kamor ljudje v manjših skupnostih objavljajo stvari in potem v bistvu rangirajo te stvari, ne? In glede na to, kakšen rank ima ta stvar, potem pride na prvi page, kjer pa potem še tisti, ki so samo generalni, ki niso v nekih manjših skupnostih, to vidijo, ne? In kaj je zdaj ključni razlog, da bi nekdo, ki je na začetku, en startup šel, v bistvu, kaj si sploh lahko začne s tem, kaj konkretno v bistvu lahko nekdo dobi od tega Reddita, zakaj sploh iti tja, narediti profil, postati, kaj sploh lahko tam počneš? Točno zato, ker pač na Redditu so te skupnosti že definirane, ne? Ti imaš tam, ne vem, skupnost muzikantov, ki igrajo samo v Ameriki. Imaš skupnost, ne vem, piscev pesmi, ki jih pišejo samo na ta način, ne? In take stvari. In to so res skupnosti, v katerih, ki so zelo odprte, ki so pripravljene na nove ideje in ki samo čakajo, pač, da nekaj pride, ne? In ti tam, ne vem, če se predstaviš, rečeš, gledaj, jaz sem Simon Sovič, jaz delam ta produkt, ne, kaj mi lahko date samo nek feedback, ne? In oni ti bo to z veseljem dali, ne? Sploh tudi, če si že pač član te skupnosti že nekaj časa, če tudi ne na samo svojih stvari objavljaš, ne? Neko generalno pravilo Reddita mislim, da je tak, da za vsako svojo eno objavo daš 9 drugih objav, ne? Pač nekih generalnih objav, ki vodijo neke teme naprej, ne? Kar se mi zdi, da je tudi karkoli istočnica, ne vem, za kakih social media lahko, ne? Da ne na tisko samo o sebi govoriš, ampak da generalno govoriš, da dodaš vsebino po nekih pač tvojim followerjem, ne? Pač Okay. kakorkoli. Dobro, če se vrnemo k izhodiščnemu vprašanju, skratka, kako se lotiti, torej kaj so tisti neki začetki, kaj moraš imeti pošlihtano, da se lahko lotiš neke gradnje skupnosti, mogoče Nina pa Dejan. Ja, jaz prihajam iz tega korpo dela, v bistvu, jaz nisem toliko peta v te startupe, ampak jaz bi najprej itak sploh predlagala, malo bolj sistematično, ampak jaz bi najprej predlagala sploh, da itak najprej osnovno vprašanje, ali se to cilja worldwide, ali se to cilja bolj na lokalni trg, je to produkt nekaj, ki ga želiš predstaviti celemu svetu, ali je to nekaj, kar pač je res lokalno, samoomejeno na Slovenijo, ker potem, če ta ideja z Redditom je meni super, ampak se mi zdi, da to, če ciljaš te slovenske, ne, influencerje, ki so na našem trgu, ne, ti pač lahko pomagajo pri tvojem produktu ali kakorkoli, se mi zdi, da lažje prideš, če jih direktno kontaktiraš. To je ful ta prednost pač našega trga, ker je toliko majhen in večina ljudi, ki bom rekla zdaj, da smo malo geeki po duši in pač ta omrežja ful uporabljamo, se pač večina ljudi pozna med sabo oziroma pač nekaj jih tudi spoznaš preko spremljanja social media in tako naprej, tako da bi mogoče se najprej to, ali je to mišljeno na globalno, potem bi zagotovo definitivno Reddit priporočala, mogoče pa, če je res tako lokalno, pa tudi kar direkt, ena na ena z nekom, da ga kontaktiraš in rečeš, mi imamo pa zdaj to pa to, a te mogoče zanima, predlagam, ne vem, bi ti poslali v testiranje, mogoče ali pa kakorkoli, ali pa prideš sem, predstavimo ali nekaj, ne vem, na tak način, da se pač približaš seveda tem influencerjem ali kakorkoli, da potem v bistvu začneš graditi neko svojo skupnost. Okay, ja.
Simon pa Dejan. Se tudi odvisno, ali ti že imaš pač nek finish produkt ali še gradiš, ne. Pač iz vidika startupa, če si ti res v nekih early stagih, pač ja, to drugače točno to, kar si ti rekla, ne. Ampak iz vidika startupa, pa če še nimaš finish produkta, pa tudi rabiš pač neki input, ne. In potem je cool, če imaš neki taki folk, ne, pa potem kasneje pa definitivno to, kar si rekla, ne. Čisto se Ok, strinjam. ampak če gremo po teh elementih, a pa Dejan, ti si hotel še komentirati, izvoli. Ja, v bistvu čisti imamo problem, tudi če imaš top produkt, ne, če ljudje ne ve za to, pa ne moreš uspeti, ne. Malo bližje. Recimo, če drvo pade hosti, pa noben ne ve za to, a je naredil glas ali ne. In mogoče najlažja stvar za testirati je prav Reddit, zato ker daš vprašanje, greš v tisto svojo nišno skupino, vprašaš vas to zanima in po komentarjih veš, ali bo ali ne bo. Potem, meni se da druga taka taktika, ko je ful dobro, da narediš, da res prideš eno na eno z nekim influencerjem in mu ponudiš neko stvar, ki njemu da kredit, recimo napiše blog post, ki se nanaša na tvoj produkt, tvoj influencer deli, recimo retweeta in jih tako spelješ na svojo stran. Ampak mogoče zdaj smo šli že malo v taktiko oziroma neka dejanja, kaj pa preden v bistvu sploh ustvariš Facebook page, greš na Reddit, kaj moraš imeti? Moraš imeti produkt, moraš imeti neke osnovna izhodišča svoje zgodbe, moraš imeti branding porihtan, kaj so neke tiste tri higieniki, brez katerih se pač ne smeš lotiti nekih dejanj na digitalnih medijih, ki ti lahko prej škoduje, kot pa koristijo. Skratka, kaj so neke take ABC začetka, kaj vse moraš imeti po vašem mnenju? Ful definirane ciljne skupine, 10-stransko strategijo, kaj je tisto, torej? Po mojem mnenju treba pač narediti, pa že naprej probati prodati. In če ti kdo že ponudi denar za nek produkt, je to že validacija in pa se lahko lotiš grajenja produkta ali servisa, whatever. Okay. Varam mnenje, ja? Simon? Jaz bom samo dopolnila, v bistvu že tako, kot je prej Simon rekel, ne, v bistvu je to ful pomembno to, a ima že končni produkt, ne, pa ga sam želiš spuščati, prodati ali kakorkoli, ali pa pač imaš nekaj, kar si želiš soustvariti z neko skupnostjo, ki te bojo potem podprli še naprej, recimo daš ven beta produkt in potem rečeš, ne vem, go for it, ne vem, zhekajte ga, ne vem, predlagajte kakorkoli. Itak pa po moje, vedno se moraš pač vprašati, ali delaš sam branding ali marketing ali karkoli, pač neko zgodbo, pač kaj bo dejansko tvoja stvar doprinesla nekomu ali pa olajšala življenje ali pa ne vem, rešila neko tvojo težavo. Pač meni se zdi to ful tako ključno, ne vem, ali pa neke prednosti svoje, da zdefiniraš, ne vem, na tak način, kaj so. Skratka, vseeno mora biti v bistvu neka strateška izhodišča, mora biti preden se lotiš, torej zakaj sploh graditi skupnost, kaj so razlogi, kaj ti lahko skupnosti daš, kaj lahko od njih pričakuješ, skratka neke te osnove more biti definirane. Ja, v bistvu tudi tako je, ne vem, ali si ti B2C ali si B2B, ne. Pač tudi če si B2B, ni nujno, da bo prva stvar, ki boš naredil, ne, šel graditi takoj community, ne. Kot drugo pa tudi pač spet na to, kar smo že rekli, ne, pač odvisno je, ali še soustvarjaš produkt, ne, potem mogoče tvoja prioriteta ni takoj že branding, ne. Ker tudi nimaš resursov za to ali pa kaj, ali pa dizajne lahko boljše porabiš drugače, ne. Če pa imaš že finish produkt, pa valjda, mislim, greš na branding, narediš neko zgodbo zadaj, definiraš, zakaj to delamo, ne, in potem samo ves tvoj marketing, ki je pač tudi med drugim tudi social media, ne, pač alignaš za tem, ne, torej pač samo, da se povezuje. Okay. Nina danes je govorila na predavanju o različnih spletnih družbenih omrežjih, mogoče našteješ, katera so najpomembnejša in za katero ciljno skupino so namenjena. Tak zelo en taki v bistvu pregled. Ja, pri nas je najbolj razširjeno je tak Facebook. Facebook je tak res zelo na general, se pravi za customer support, za neke interakcije, za engagement, za neko posredno prodajo, recimo, če že govorimo o tem kontekstu. Potem pač ima neke posebnosti, neke specifike, ki jih je pač fajn upoštevati, če si recimo nek urednik tega omrežja.
omogoča tudi pošiljanje privatnih sporočil, tako da v bistvu se malo razvija v tak en customer support del, se pravi ta odnos, grajanje tega odnosa s kupci oziroma strankami potencialnimi, kakorkoli. Potem je Twitter, ki je pač ful specifičen, pri nas ni ful razširjen, njegova posebnost je, da je pač omejen na 140 znakov, je zelo 1 na 1, bi rekla, potem je še med zelo popularnimi Instagram, kjer je pač poudarek na fotografijah, na lepih estetskih fotografijah, vsi ti imajo ta eno tako namembnost, lajke, komentarje, deljenje in te zadeve. Potem je YouTube seveda tudi za posnetke, LinkedIn za bolj poslovne te online življenjepis, kak Pinterest za ženske, za slike in borde, potem pa tudi kak Snapchat, recimo ta je zdaj ful popularen pri mlajših generacijah, brendi pa se pač poskušajo prištuliti zraven. Okay. Pred kratkim je dal Instagram statistiko za slovenske uporabnike, 75,000 uporabnikov, od 24 do 31 jih je v bistvu največ, 20,000. Je Instagram v bistvu medij, ki se ga zapostavlja, ali pa mreže, ki se ga zapostavlja, ali v bistvu ima nekako svoje mesto, kaj je vaše mnenje? In zakaj ga v bistvu izkoristi, če ga ne izkoriščamo? Ko sem jaz začela v bistvu delati z družbenimi omrežji, recimo najprej mi je bil Facebook full wow in ko odkrivaš, kaj vse ti ponuja, kaj vse lahko in si full wow. In potem sem odkrila Twitter in pol mi je bil Twitter full wow, ker vse, ne vem, mi je omogočal ful bolj, da sem ful razmišljala o teh kopijih oziroma kako sestavljati besede, kako izkoriščati vse te znake, ne vem, kako komunicirati, spoznavati ljudi, ne vem, organizirati dogodke za Twitteraša in te zadeve. Potem pa nekako se mi zdi vsakeč malo eno to omrežje, malo prerasteš, mislim, to je z osebnega vidika, no. Recimo zdaj mi je Instagram najboljši, ne, pač se mi zdi, da pač vsako omrežje nekaj nekomu ponuja, zdaj če si bolj vizualen tip ali pa nekaj ti je bližje pač Instagram ali pa ta slikovni material, če si ful spreten z besedami, malo tak ironičen, mogoče kdaj ali pa znaš uporabiti kakšne te ful zanimive aktualne teme, je Twitter super, sploh ker je itak tudi worldwide in ful lažje komuniciraš z res celim svetom o vsem, lahko, če želiš. Meni se vseeno zdi, da če greš pač kot brand, ker jaz pač imam to stališče, za vsako mrežje pač moraš imeti en cilj, kaj pač želiš tam doseči. Super je, da pač si na nekem omrežju, ampak če nimaš neke vsebine, kar tam želiš početi, potem pa kar nekaj vse naenkrat poprek komuniciraš, ker pač moraš komunicirati, ker se ti zdi, da je pa zdaj enkrat na teden pa moraš nekaj objaviti. Se mi zdi, da ne moreš na tak način ful nekega kvalitetnega fanbase graditi oziroma teh svojih ambasadorjev oziroma ljudi sploh prepričati, če ti sam ne veš, kaj so tvoje ključne prednosti ali pa kaj bi jim sploh rad povedal, ne. Mogoče je boljše, da greš YouTube tutorial se snemati za neko stvar, kot pa recimo, da imaš Instagram ali pa ne vem, karkoli. Okay. Ja, točno to pač, kar je Nina tudi rekla, ne. V bistvu mi je pa tudi všeč, v bistvu, kako so, vsako družabno mrežje ima nek svoj cilj, ne. Mislim, naprimer Snapchat, ne. Meni se zdi, da brendi še zdaj niso skapirali Snapchata, ne. In cela poanta Snapchata je v bistvu pač, kar ga jaz vidim, ne, to je neka moja, ne vem, hipoteza, je po moje brand engagement, ne, pa da predstaviš reč brand tone of voice na neki najbolj primitiven dejansko način, ne, ker se ti lahko tam igraš, ne vem, s filtri, svašta je notri, ne vem, za tistimi. Ful oseben, v bistvu, tak behind the scenes, ne, v bistvu lahko pokažeš. Točno to, ne, ker ti dejansko pokažeš momente takrat, ko se zgodijo, ne, ker drugače se snap izbrišajo. Tudi, ne vem, dejansko lahko se igraš tudi z nekimi one-on-one, ne, ker ti imaš v bistvu, ko sprejmeš ti nekoga na Snapchatu, je tudi pri tebi notri kot neki prijatelj, ne. In je tu ful potencijala, kjer se lahko delajo dejansko personalizirane marketing kampanje, ne. Torej, da jaz dejansko pišem Nini zdaj na Snapchatu pa rečem, glej, to smo samo za tebe pripravili, ne. In dejansko veš, da je to nekaj, kar je samo za Nino pripravljeno, ker je drugače zelo težko to tako wide narediti, ne. Ampak se mi zdi, da je pa to za brende pa vredno, ker pa dobi potem nekega res hardcore podpornika lahko, ne. Edino, kar sem htela pač dodati, ne, pač Snapchat je
načeloma zaenkrat omrežje, ki ga ful mlajša generacija ljudi uporablja. Ne. In pač jaz pač Kaj si rekel, Simon? malo testiram. Mladi nimajo denarja? Ne, pač jaz pa malo testiram vsake toliko te aplikacije, pa te zadeve, tako sem pač tudi Snapchat inštalirala na svoj telefon in pač Snapchat ti najprej ponudi dve možnosti, ne, ali mislim, da je preko Facebooka tudi, ne, ali da dodaš pač te Facebook prijatelje med svoje prijatelje, katerim pač potem pošiljaš te snape, oziroma ali pa greš po telefonskem imeniku. In pač, ko sem jaz pač to preizkusila, to možnost, pač mi je ponudil dejansko telefon, pač ne vem, 3 ljudi, ne. In pač je lih problem pač v tem, ker recimo moja generacija, pa nimam se za ful staro, niti za ful mlado, ampak pri nas je že to malo pase, ne, mislim, ni pase, ampak dejansko ne uporabljamo tega, mi smo pač bolj na Twitterju, pa na Facebooku, pa Instagramu, pa na teh, ne, ta Snapchat je pa res eno tako orodje, ki ga res pač uporabljajo mlajši, ne, in pač ne vem, ampak nekaj takih aplikacij je že bilo, ne vem, tudi Povio, pa ne vem, kaj kaj poznate, ne, ampak pač te aplikacije so že in obstajajo in na podoben princip in pač dejansko je po mojem tudi to problem, ker jih ful ljudi ne uporablja, no, pač mlajša ciljna skupina in zato po mojem tudi brendi je lahko po mojem ful pametno izkoristiš, če si ali nek tak brand, ki se želiš, recimo na to ciljno skupino bolj osredotočiti oziroma jih doseči ali pa pač z njimi res komunicirati, ne, kao se predstaviš, mi smo pa res full cool brand, ne vem, ker delamo take odštekane fore ali pa kakorkoli, no, recimo. Ok, to še, ja. Ja, ko si povedal, da je taka, da sami mladi uporabljajo, ne, vse je odvisno od produkta, recimo starejšne kritine ne bomo predajali prek Snapchata ali pa Instagrama, ne? Ampak če pa imamo, ne vem, ovitke za mobitele, to bi pa šlo za med, ne? Tak da, ampak vse se da pa tudi testirati. Pač, ne vem, vzame se 30-dnevni plan, se testira, se pogleda in pa, ok, mogoče to ni za nas, bomo še neko drugo orodje. Kakva pa so lahko pričakovanja, torej neka poslovna pričakovanja od aktivnega upravljanja z družbenimi spletnimi omrežji, je to povečana prodaja, kako je to v bistvu merljivo, ker ti v bistvu za vsako izmed teh omrežij zapraviš določeno število ur in tudi potencialno denarja in pač input, output analiza pač more v bistvu na koncu dneva štimati in kaj so tiste pričakovanja, ki jih lahko v bistvu nekako zastavimo pa cilji od nekega super angažiranja na Facebook omrežju ali pa na kakem drugem. Kaj bi bili neki taki primeri oprijemljivi? Ja, odvisno spet od kod si, recimo, če bo Cinkarna imela Facebook, Cinkarna Celje, ne, mogoče ga ne bo imela za prodajo njihovih produktov, ne, oziroma itak je bolj manjši del, ko gre v prodajo, ampak lahko je pa to en super PR, njihov izgled, neka osebnost firme, da pokaže ljudem, ok, se mi nam pa mar, recimo za okolje, pa tak branijo svoj brand. Dobro. Pač, poanta social media je v tem, da je pač gre za dvosmerno interakcijo, ne, se pravi, to ni, social media postajajo pač mediji, ampak to niso ti klasični mediji, kjer je bilo pač samo, ne vem, en jumbo plakat, danes je pa vse 50% ceneje, ne. In v bistvu poanta social media, družbenih medijev je v tem, da pač ti poslušaš in se pogovarjaš, ne, in to je v bistvu pa je bazira na tem word of mouthu, ne, se pravi, in ta word of mouth je postal že world of mouth, zato ker pač enostavno se je to toliko infiltriralo v naša življenja in ta priporočila in tutorials in ne vem kaj vse in dejansko pač brendi so ugotovili, da je pametno poslušati svoje uporabnike in jim ponuditi to, kar potrebujejo oziroma kar rabijo, ker to na nek način pač vpliva vse na tem, ali imaš ti potem neko pozitivno v ozadju, neko pozitivno percepcijo nekega brenda ali pa pač imaš neko ful slabo izkušnjo in potem jo podeliš na vseh svojih družbenih omrežjih in noben se ne odzove. Potem zagotovo boš to povedal še 10 prijateljem, prav tako mu boš pa povedal, če se ti je nekaj ful dobrega zgodilo, ne. Pač, če zdaj izpostavim, recimo meni še vedno najboljši primer social medije, ki ga izkoriščajo, recimo je KLM. Verjetno poznate ta letalska družba, ki prodaja pač letalske karte, ampak pač na social mediji so res ful dobri zgodbami, vsebinami, res pač dejansko prodajajo samo letalske karte, ampak oni so z tega naredili ful boom, ne, in pač dejansko
1000 zadovoljnih uporabnikov pomeni to mogoče, ne vem, še krat 10 000 prometa nekje v ozadju ali nekaj. Ti bo potem prvi ta recall v spomin pač nek en pozitiven brand, neka pozitivna percepcija, ki ti je pač ostala na podlagi neke izkušnje. Ja, po moje, mislim, jaz ti lahko dam en primer, ne. Sem imel enega klienta, ki stavi na Facebook advertising, ne, ki je na mesec porabil za to 10 000 evrov, ne. Pa če bi ga zdaj vprašal, bi takoj rekel, ja, še enkrat bi dal, ne. Ampak tudi je poanta, da ne samo delaš, ne vem, na nekih sponsored postih ali pa takih stvari, ampak da tudi uporabiš Facebook kot platformo za ade, ne. Torej, da ni samo to pač engagement, ko on stavo pač na tvojo vsebino gleda, ampak tudi takrat, ne vem, ko kaj druga dela, pa se mu pojavi v tistih malih boksih pa to, ne. In v bistvu njegov argument, na primer, je bil to, da zakaj ne da, ne vem, drugim oglaševalcem, ne, ki pač so množični, zakaj da njim, zakaj da Facebooku, je bilo prav to, ker si tudi upajo iti na to, da ti plačaš na klik, ne. Torej, da ti veš, da je nek potencialen kupec kliknil na spletno stran v bistvu in si tak targetiral ade tudi, da je prišel potem naprej, ne. In veš, da je to že potencialen lead, ne, da to ni samo pač kar nekaj, ampak da je targetirano zelo fast, ne. In je v trenutku, če bi ga zdaj vprašali, tu bi vsem rekel, gledaj, tu, pa bi dal takoj. Tako da po moje se splača, no. Dobro. Kaj pa, mogoče prej vsi ste kar nekako omenili te early adopterje kot neka v bistvu osebe, persone, na katerih se na začetku sploh sfokusirati tudi kasneje. Koliko so ti early adopterji ali pa neki ambasadori pomembni v tem, v bistvu v tej strategiji na spletnih družbenih omrežjih? Na njih se lahko zaneseš zato, ker boostajo tvoje sporočilo naprej, ne. In zmeri se širi od enega človeka na dva in pol več in več in več, ne. In pol več ljudi, ko jih navdušiš v čim krajšem času, večjo možnost imaš, da bo tvoj produkt uspel. Cool. Pa tudi v bistvu ti early adopterji, kar postanejo, so tvoji ambasadori, ne. To je največja dodana vrednost njih, ne. Tako sem že prej rekel, ne vem, oni postanejo potem tisti sekundarni lideri, ne, ki potem tvoj brand res dajo naprej, ne. In ki gradijo potem tudi nove zgodbe, ne, kako oni to predstavljajo kolegom. Še bi kaj Nina dodala? Ja, se ful strinjam, no. Jaz mislim, da so ful pomembni, ampak potem spet pač gre za to, da ta odnos neguješ, ne, se pravi, ga gradiš naprej. Ni to, da ti enkrat imaš tega influencerja in potem kar pač pozabiš na njega, ne. Pač, jaz mislim, da se moraš pač dolgoročno z njim tudi ukvarjati, ne. In potem se ti pač lahko kdaj zgodi v teh communitih sploh, da recimo postanejo, ne vem, nekdo tam ful pljuva po tebi in potem te oni branijo z vsemi 4, ne vem, in potem ti v bistvu sploh ne rabiš kriznega PR-ja, ker imaš njih, recimo, ampak pač dejansko ja, ker to so pač pravi ljudje, ki, mislim, resnični ljudje, ki so pač to preizkusili ali probavajo in pač, ko si ti v nekaj prepričan, da je res dobro ali pa verjameš in veš, da je to, boš zagotovo vsakega, ki ga srečaš, tudi tak offline, recimo, ga boš zagotovo želel prepričati, da to je pa nekaj, kar res mora imeti, ali pa to je nekaj, kar pa res funkcionira in je ful dobro in je to zanj najboljše, ker je zate najboljše in pač spet ta priporočila, ne, spet ta word of mouth, na podlagi katerega pač potem vpliva na marsikatere odločitve pri nas. Okay, če recimo nek startup predvidevamo v bistvu organizacijo, ki želi hitro rast, ne, in v bistvu kakšna pa je rast ali pa kakšne so pa strategije rasti v teh družbenih omrežjih, digitalnih medijih, kaj je tisto, na kar se mora startup fokusirati, ker startup se predvideva tudi, da ima omejena sredstva, ne. Kaj zdaj početi, v bistvu, na kak način početi, da bo v bistvu ta skupnost večja, da bo doseg večji. Jaz sem mnenja, da za startupe mogoče družbene omrežje niso, mislim, da je malo težje pridobiti rast na družbenih omrežjih. Jaz bi se recimo prvo, ali bi našel neke akterje v teh nišnih panogah, tam ko ciljaš, pa probati iti ena na ena. Drugo je, mogoče bi se obesil na Twitter, pa tam vprašal, ne vem, kakšne influencerje, delo bi na e-mail list
Mogoče družbenim mrežam, pol, ko že imaš neko bazo, ne vem, 1000-2000 uporabnikov, pol mogoče. Ker za startup, ne vem, dost appov je, se mi zdi, da niso si toliko fejst različni, težko pa predstaviti to zgodbo. In če ti lahko zadaneš 3-4 top influencerje, ki širijo tvoj glas, potem si zmaga, ampak ne vem, za družbeno mrežo so pa tak, bolj support, kot pa glavna stvar. Okay. Simon, se strinjaš? V bistvu, za startup je zelo tak triki, ne? Ker v bistvu sploh odvisno, v kateri fazi si. Ne? Torej, če si ravno launčan produkt, potem boš šel na social media tudi, da pač začneš prodajati tudi. Ne? Ampak ni pa nujno, da je social media najboljši način, kako ti marketaš tvoj produkt. Ne? Lahko, da je to, pač lahko, da drugače boljše izkoristiš ta denar, če boš šel v neki paid promotion, ne, tako si ti predlagal. Ampak drugače pa je, po moje, vseeno tudi, mislim, če greš do nekih influencerjev, ne, po moje moraš imeti neko prezenco, ne, sploh če že imaš finished product. Ne. In v prvi fazi je mogoče to najbolj pomembno za startupe, ne, da pač lahko, ne vem, neki influencerji v trenutku vidijo, evo, gled, to pa gre za to. Ne, tudi če ti koga kontaktiraš, kakega influencerja na Twitterju, ne, kar ful predlagam, da delate, by the way, ne vem, ker je takoj pač ta pritisk, da ti njemu daš pač, da mu rečeš, da mora odgovoriti, ne, ker vidi, da si ti njemu nekaj poslal in če potem ne odgovori, tako izgleda, kot da se pač izmika, ne. Pa pač tudi to so pač potem neke fore. In da on lahko tudi pogleda, da rečem, jaz sem pa Simon, jaz prihajam iz Edgarja, ne, pač, gled, njega takoj zanima, kaj te Edgar je, ne, pa bo stisnil tam na Edgar Tales, ne, pa bo videl, gled, to je to, ne, in takoj vidi. In po moje z vidika tega je cool, ne, ampak drugače pa pač je neki payoff, ki ga je treba pač pogledati. Na drugi strani imamo pa Nina družbe, ki pa vseeno imajo neke večje budžete. Kakva je v bistvu, ne, kakva je v bistvu strategija velikih korporacij ali pa večjih podjetij, ne, bila si v dveh na teh družbenih omrežjih, v bistvu zakaj se ne zapravlja čas in denar na teh družbenih omrežjih, kaj je v bistvu vaš cilj? Itak seveda pač to, da si tam, ker se pač potrošniki pogovarjajo o tebi, ne. Tebe zanima, kaj pač govorijo o tebi, oziroma če lahko kakorkoli jim pomagaš, spremeniš karkoli ali nekaj. Če se samo vrnem nazaj na tisto prejšnje vprašanje, jaz sicer mislim, da mogoče je, zdaj sicer res nimam izkušenj iz teh startup vidika, ne, ampak na nek način vsak ima neko svojo to social mrežo, ne, se pravi svoje prijatelje, pa to je na nek način mogoče najprej, če mogoče res se strinjam s tem, ampak mogoče tisti prvi push, recimo, da spustimo zdaj to, ali ja, ali ne, ampak recimo, da se odločiš, da boš imel Facebook stran, recimo, za svoj produkt, pa ga narediš, ga najprej, pa če bi priporočila, itak spuščaš čez svoj fanbase, ne, se pravi, čez svojo socialno mrežo, ne. Tako pač to funkcionira načeloma in potem v bistvu prosiš še koga in potem se v bistvu ta krog širi na tvoje prijatelje in oni širijo pol malo naprej in pač na tak način prideš do neke prvega milestona teh tvojih, recimo, no. Potem pa začneš pač dalje, po moje, za to bazo, ne. Pri teh večjih podjetjih, ja, na nek način je social media, se mi zdi, že en malo must, pač je obvezen, po drugi strani pač ja, je mnenje potrošnikov pač ful pomembno, ker pač si želiš, da bi bil ta, če za tak res čisto korpo povem, si želiš, da bi bil ta njihov customer journey pač zadovoljiv oziroma zapolnjen, da bi bil pač kupec srečen, na koncu dobil to, kar si želi. Pač ful se uporablja za ta customer support, pri nas recimo za tema velikima fanbase-oma, tudi Twitter, recimo ful, čeprav na Twitterju je tako to skoraj da logično, tudi na Facebooku, zdaj že vedno bolj se mi zdi, da počasi prihaja to podjetjem, korporacijam v zavest, da pač če si tam nekaj odprl, neko skupnost, potem je dobro, da tudi se odzivaš, rešuješ, pomagaš kakorkoli. Katero podjetje ti je tako top vzor za recimo customer feedback, recimo na Twitterju? Slovensko? Ja, zagotovo moram reči, da mi je ful dober tudi primer teh naših telekomunikacij, se pravi in Simobil in Telekom. Na Simobil vem, da so jih že imeli pred časom 11 ljudi, ki so uspešno odgovarjali, ne za vseh krati, ne, ampak pač so bili v tem, v bistvu pri njih mislim, da je bilo celo tako, da imajo razdeljen ta customer support del, da je prav v tem kontaktnem centru, se pravi, kjer se ukvarjajo
kar je tudi prav po moje, ker se ukvarjajo z temi reklamacijami, pritožbami, ne vem, dnevno, ne? Da je potem tudi ta del nekako preide tja in potem v bistvu ta social media planning del, ta strateški pa potem pač čisto odvisno, ali je pri Mercatorju v marketingu, v Lidlu je to v PR-ju, tako da je čisto potem odvisno. No. Okay. Content is the king. Se strinjate s tem, kakšni komentarji na to? Content is king, distribution is God. Ok, super. Še kakšni drugi komentar? Jaz se strinjam. Ok. Ja, meni se tudi tako zdi, no. Sploh se mi zdi, da dan danes z nekimi vsebinami na blogu pa takih stvareh, ne samo da pripomoreš k svojemu pač SEO-tu, ne, tudi pač dodaš neko vrednost, no, kar je pa primarni cilj. Vsi že pušajo ta content, zdaj ful je pa pomembno pa strateško, kam ga boš dal in pa boš videl, ali bo prinesel rezultate ali ne. Bi si lahko bolj konkreten, bolj oprijemljiv, da bomo znali v bistvu si... Ja, ne vem, konkreten primer. Malo vskočim pomoč, jaz mislim, kar je želel povedati, je to, da pač ni vsaka vsebina za vsak medij, da se je želel kaj v tem na tak način. Jaz sem pravim, da moraš res, ok, da gremo na konkreten primer, če prodajamo, ne vem, pasjo hrano, najprej bomo najdli res nekoga, ko že ima neko bazo podatkov, ali je to na forumu, Reddit ima ziher svoje področje, ne, in tam damo mi to našo ful dobro vsebino in jih pa polinkamo nazaj. Če pa damo, ne vem, na Twitter, Twitter je takle mine, ne, v 2 sekundah pa že nimaš več pozornosti, mogoče ne bo tako dobro deloval, kot pa to, ne. S tem mislim povedati, da res, ne vem, zberemo se 5-6 virov, pa jih sprobimo in pa, vse je treba testirati, tisto dela pa delimo še naprej, ne. In kaj recimo testiraš, ko rečeš testirati, kaj testiraš, v bistvu neke metrike v smislu nekih CTR-jev, konverzij, kaj testiraš v bistvu? Ko rečeš, dajmo zdaj testirati različne vire, različne medije, na podlagi česa, kaj so tiste številke, ki so merodajne potem za odločitev, kateri medij, katera strategija je prava? Meni so všeč take čist brezplačni triki. Najlažje je mogoče dati link na tvojo stran za tvojim contentom, za tvojo dobro vsebino, pa dati v Bitly in Bitly je tak, ti skrajša link in ti pove, odkot je ta source prišel na tvojo stran. In pa vidiš, ok, ta je pa prišel, ne vem, 80% obiskov je prišel iz tega blog posta, ne. Pa mogoče je bilo samo 5 klikov iz, ne vem, Twitter linka. Potem vidiš, ok, mogoče bi mogli pa še več teh blog postov narediti. Ok. Imate vi ful zapleteno metriko in... Ne, mi imamo v bistvu ful enostavne, pač v bistvu si sam pač na nek način se mi zdi prav, da si tudi sam določiš neke KPI, se pravi neke točke, ki jih želiš doseči, se pravi, če imaš, ne vem, jaz imam take zelo konkretne, če imaš tak fanbase, potem si zamislim tak doseg, pomeni, da želim toliko, recimo, če sem konkretno s Facebookom, da želim toliko pa toliko nekih komentarjev, toliko lajkov, toliko šerov, recimo. To mi je potem pri meni osebno pač merilo nekega dobrega ali kontenta, kopija, slike, česarkoli. No. Na Twitterju pa seveda tudi pač po odzivu. Mislim, da je odziv en izmed ključnih stvari, no, ki ti pač je neko merilo, neka metrika, ali je bilo nekaj uspešno ali pa ne, ali je to klik, ali je to komentar, ali je to pač karkoli. No. Pa so lahko te metrike v bistvu tudi malo zavajajoče, zato ker pač, če imaš metriko tako zelo poslovno, kot je recimo konverzija in potem posledica konverzije prodaja, je pač relativno enostavno zračunati uspešnost. Kaj pa, če metrika ni tako prijemljiva, kot je prodaja, ne? Mislim, kdaj je 100 lajkov pa 100 šerov uspeh, ali je to 1000 lajkov pa 1000 šerov, recimo? Kaj je recimo za vas uspeh? Kje so tiste meje, kako to določiti? Meni se zdi ful težko to enačiti, pač ne vem, da rečeš en like je vreden toliko pa toliko, ne vem, če je kdo že to konverzijo uspel narediti, ampak meni se zdi, da to je ta bolj ta social capital, ne, ki ga v bistvu
čez ta družabna omrežja dobivaš, ne. Recimo, vse gre zdaj, ti lajki, share in te zadeve postajajo vedno bolj dragoceni, zato ker pač ne želiš z vsem, kar vse poprek lajkati, pa kar vse poprek komentirati, ampak ljudje smo začeli pač v vsej tej poplavi malo bolj pazljivo, ne, in recimo, če ste opazili pač po novem, nekaj časa že pač tudi, recimo hrano lahko plačuješ za eno objavo, recimo, ne, konkreten primer, ne, pač plačaš en obrok za objavo, se pravi, koliko je v bistvu to že postalo vredno, da ti daš svoj glas, da ti stojiš za tem, ti svojo interakcijo daš za nekaj, za nek en brand, ne. In pač ljudje na nek način pač pazijo, recimo, no, za koga recimo se engageajo ali pa ne, no. Tudi se mi zdi, da če tak sam pri sebi vsak zdaj tu pomisli, ne, da ima vsak neko svojo strategijo za svoj Facebook profil, ne, pač pa se grem staviti, da pač vete, da ne bote, evo, tega ne bom dal gor, ali pa takih stvari ne bom dal gor, ne. In potem v bistvu postane ful dragoceno to, če nek uporabnik sploh share, ne. Ampak meni se pa zdi en faktor tak zelo dragocen, vedno bolj dragocen v bistvu, ne, tak sploh ko spremljam, ne vem, neke pač svoje kolege ali pa demografov mogoče to. V bistvu, da like vedno manj pomeni, ne. Da like tudi pomeni zdaj, evo, samo kliknu sem pa je to, ne, pač piše like ali pa karkoli, ne. Se mi zdi, da danes je dosti bolj pomemben, oziroma pa tudi dosti več faktor nekega engagementa in share, še bolj pa se mi zdi tudi komentar, ne. Ker komentar pa dejansko pokaže, gledaj, ni mi vseeno, ne. Sploh ne vem, na Instagramu je tak, ne, če nekomu lajkaš, evo, double tap pa greš dalje, pa nikoli več ne vidiš tega, ne. Potem, ko ima komentar, pa začne nek pogovor tudi lahko, ne, neko diskusijo in to je tvoj cilj kot brand, ne, da imaš ti nek engagement z svojimi fani in da se pogovarjajo o tebi na tvoji platformi, ne, to pa, evo, če si to dosegel, si pa legenda, ne. Ti si prej na delavnici omenil nekaj super primerov, kaj to pomeni, da se na tvoji platformi, tvoji uporabniki pogovarjajo o v bistvu tvojih produktih. Kak je primer neke take akcije, ki bi ga izpostavila, recimo? Ne vem, mislim, če se pogovarjajo na tvoji platformi, moraš biti pač pripravljen tudi na to, da mogoče nisi vsem top izbira ali pa najljubši brand, ne. Pravi, moraš biti pripravljen najprej sprejeti tako pozitivne kot negativne komentarje oziroma pač res nekaj z tega narediti, ne, če pač upoštevaš res same merila pač teh družbenih omrežij, potem res nekaj na podlagi tega spremeniš. Primer dobre interakcije. Ja, ne vem, meni recimo Marmorne kolače smo prej videli na delavnici. V bistvu sem hotela na kužke iti, ampak Vse kužki imajo radi marmorne kolače. Ja, pač lih oboje. Lih nekaj časa, ne toliko časa nazaj sem lih brala en ful dober članek, v bistvu lih to, ne, da like je že v bistvu malo pase, no, in da v bistvu res, in to sem jaz videla s tem pač konkretnim primerom, ki je povedala, v bistvu je ful bolj dragocen je zdaj share. Res prav ta share, ker s tem shareom recimo mi kot ena ful velika korporacija, ki imamo zdaj že ful fanov, ne, zdaj že ful težje dosegamo v tem nekem bazenu fanov še neke dodatne nove, ker načeloma smo kar že zapolnili ta bazen, ne, in smo že skoraj večino dosegamo, ne. In potem iščeš načine v bistvu, kako še do tistih novih drugih nekje po nekih stranskih poteh pač prišel in sem v bistvu ugotovila, bil je pač avgusta svetovni dan psov, 26. avgust, in v bistvu pač res social media z družbenimi omrežji se že ukvarjam več kot 5 let in to je bil res moj absolute winner, pač na katerega sem najbolj ponosna, no, ali kako ne rečem, moj show-off case. In sicer v bistvu je bila ful enostavna stvar, pač objavili smo, da je svetovni dan psov in potem smo naredili tako zelo cute kreativo z nekim kužkom pa z otročkom in tak. Pa smo v bistvu v kopiju zapisali, da bomo za vsak like donirali 20 gramov neke konzervirane hrane nekemu društvu, ki ga naj predlagajo tudi userji. V bistvu smo jim dali dvojni trigger, se pravi, vsak tvoj like je bil vreden 20 gramov hrane in še to, da si v bistvu ti povedal, predlagal, ne, koga ti želiš, da mi izberemo oziroma koga želiš, da kateri organizaciji želiš, da pač mi doniramo to hrano, ki to potrebuje. In v bistvu to je bilo, res to je bilo noro, jaz nisem, ker v bistvu poskušam na skoraj res vsak komentar odgovoriti
In to je bilo nemogoče, no. Jaz nisem uspela ne lajkati, ne odgovarjati, ne nič in potem v bistvu še na začetku, ko se je ta krogla začela valiti, sem jih še malo pozivala pa pušala, da ne vem, pokažite slike svojih kužkov in to in pol se je začela ta kepa valiti in vsi so objavljali pol svoje kužke pa tačke gor, pa to je pa moj ta je rešenček od tam, pa to je lajka pa ajka, pa ne vem, vsi so potem te slike objavljali in to je bilo res noro, tako da v glavnem polnoči, ker je do polnoči trajalo, sem potem naredila en print screen in doseg je bil res, mislim, da jaz še kaj takega res nisem videla. Mi smo imeli takrat bazo fanov, ne vem, mogoče 170 000 ali pa mogoče malo več, ne vem, ampak doseg je bil, ne vem, še vsaj plus 50% baze, pa nismo evra vložili recimo v ta post, ne, in je bilo res, doseg je bil nor, res, od šerov ful, komentarjev ful in je bilo res, to je moj največji uspeh do zdaj, tako da to je res en tak primer za pohvaliti. Dotaknila si se torej boostanih oziroma sponzoriranih postov, vaše mnenje o tem sponzoriranih boostanih postih na Facebooku? Bom kar jaz odgovorila, najprej. Jaz predlagam, da ne preveč. Zato, ker vsakič, ko ful denarja pač vložiš v to boostanje posta, se pravi, da ti v bistvu vložiš denar, da doseže, Facebook ima organski doseg objav, ki je načeloma ni toliko velik, ne, se pravi, manjšo imaš bazo, več ljudi doseže, nekje poprečju pa, kaj pa vem, med 2 do 4 ali pa do 5% nekje je ta organski doseg, no recimo brez da daš kaj denarja zraven, da tvoji fani vidijo to objavo. In recimo potem, ko Facebook pač ugotovi, ker na tak način pač to funkcionira kot nek oglaševalski medij, tudi ko ugotovi, da ti začneš pač vlagati denar v te svoje objave in jih pušati pač naprej, ti seveda začne tvoj organski doseg ful padati. In tudi podobno je, če ne oglašuješ, pa pač imaš nagradne igre, ne, takrat je pač ogromen spike in potem ti ful pade dol, ker ti pač pade engagement, ne. Kar je pač na nek način malo logično, tako da recimo mi na Lidlu mi se ful izogibamo, mi skoraj ne plačujemo objav, no. Res zelo, zelo, zelo malo, no. Ker potem te v bistvu to na nek način sili v to, da ti vedno več plačuješ, vedno več oglašuješ in potem je to en tak začaran krog, potem v bistvu samo denar daješ in če sploh govorimo o startupih, to sploh nima smisla. V bistvu je to taka rešitev zelena, ne, ker lahko pač klikneš pa daš tiste 3-4 evre, ne, ti ni treba delati kampanje, ne, da je zaradi tega Facebook dal to ful dober hack od Facebooka. Tudi, zagotovo, ni se ti treba vsebino ukvarjati, pač daš, ne vem, to promocijo oziroma, ne vem, da doseže vse te tvoje fane in stvar zaključena, ne. Pač, to je res najlažje, ne, narediti. Drugače še pa za ta organski algoritem od Facebooka, v bistvu je tudi tako, da Facebook glede na organski neki growth, ne, v kakem času ti dobiš kak engagement, ne. Torej, če v prvih 5 minutah objave jaz ne dobim, ne vem, 10 ali pač proporcionalno število lajkov glede na bazo, potem ne bo tako daleč, oziroma niti ne bo tako dolgo aktualno na newsfeedih od pač nekih uporabnikov, ne. Da tudi na to je treba paziti. In celo zdaj se pravim članek, mislim, da par tednov nazaj, da so celo še to začeli gledati, pa tako definirati algoritem, da če od tistega administratora, ki je to objavil, prijatelji ali pa kakšni taki sodelavci začnejo lajkati to, da to zmanjša še ranking, ne, ker ni organsko, ne. Torej, ker pomeni, da ni, pač, da oni so vseeno lajkali, ker sem pač to objavil, ne, ampak ni pa nujno, da so šli pač dejansko lajkati, ker je to pač cool content, ne. Ker Facebook si ful želi organsko imeti cool content, da ni nek content, ki je banalen, ne. In to je pač za cela poanta, zakaj tak face algoritme tudi spreminjajo, ne, ker newsfeedi so overflowed, pač ker so traparije gor, ker stvari, ki mene ne zanimajo kot uporabnika, ne. Njihov cilj je zdaj res ustvarjati newsfeede, ki so tailored made za vsakega uporabnika, ne, res tiste stvari, ki tebe kot Urbana zanimajo, ne Dejana, pa Nino, ne, pa mene, ne, pa imamo vsi svoje različne newsfeede, ne. Evo, prej smo že lomili kozarce, tako da to je sigurno znak, da imate kako vprašanje. Evo, tadej. Mikrofon. Zdravo. Eno tako čist, malo drugačno vprašanje od te teme na zadnje. Tukaj ste zdaj en startup pa korporacija, ne? Me ful zanima, Nina,
predvsem to je prvi del vprašanja. Vemo, da v korporaciji pač nosiš neke malo večje odgovornosti pri objavah na socialnih omrežjih in me ful zanima, kako to vpliva na kreativnost in ažurnost, predvsem pri proaktivnem objavljanju, ne? V bistvu, ker pač vsaka napaka, ki jo narediš, je zelo vidna pa, in tako naprej. Druga stvar pa, mogoče bolj za startup, kako se vam zdi pač v zadnjem času vedno več vidimo, da ne samo brendi objavljajo stvari, ampak posamezniki deli teh podjetij, ne? In na nek način se mi zdi, da s tem lahko dobiš nek večji engagement oziroma boljši občutek, da realni ljudje stojijo za tem, ne? Mogoče za korporacijo ravno to zdaj ni najbolj primerna situacija, ampak me bolj zanima pač vajen pogled na to, ne? Da, ja, founderji ali pa kdorkoli iz firme v bistvu zastopa mnenja podjetja na družbenih omrežjih, pa tudi mogoče si upa malo več kaj povedati, pa malo bolj odprto govoriti. Cool. Hvala, Nina, najprej ti. Ja, moraš biti kar kreativen, ker v bistvu mi imamo pač ene cilje, mi imamo, da zaenkrat sledimo temu, da sta vsaj 2 objavi na dan oziroma 3, če se le da, pač odvisno seveda spet od vsebine, zdaj, če je dobra vsebina, potem je seveda večkrat, ali pa če je vsebina za deliti, potem je večkrat, ne. Odgovornost? Aha, ja, malo je bilo že dosti dan. Jaz itak vedno pravim, ali si posameznik ali si brand, vedno si samo en print screen stran od največje katastrofe, ne. Tako da ali kot osebnik, kot posameznik komentiraš karkoli ali pa se vključuješ v neke debate ali pa še hujše kot brand, ne, pač vedno moraš se zavedati tega, da vsak lahko naredi print screen, res vsak. In v sekundi lahko katastrofa potuje naokrog, ne, tako da je ena posebna odgovornost, čeprav jaz se strinjam tudi za brandi, pač je ful fajn, da veš, kdo so ti ljudje, ki se s tabo pogovarjajo, ker to je en tak plus, po moje, ki da eno tako težo pač podjetju, no, ali kakorkoli. Pač pri nas je to lažje, recimo, kot v Ameriki, ne, recimo, da poznaš koga, ali pa da so vsaj recimo poimensko navedeni, kdo se s tabo pogovarja. Recimo se na Twitterju tudi vedno podpisujem v zasebna sporočila, ker se mi zdi to pač tako osebno, da je ful lepo, da veš, da z nekom govoriš. Jaz vem, da se ne pogovarjam z Lidlom, ampak nekdo, ki sedi za tem accountom, za tem brandom in se pač s teboj pogovarja, no. In odgovornost pa pač vsekakor je, ne, sicer pa recimo, če sem odgovorila. Si dobil odgovor tedaj? Ne vem, še na ta drugi del pač vprašanja. Mislim, biznis tak ali tak delajo ljudje, ne. In ne vem, jaz lahko dam primer Edgarja, ne. Če boš ti primere objave, ki jih damo na Edgarju kot takemu, ali pa objave, ki jih daje Damjan, ne, founder, pač ful vidiš, da Damjan bolj puša to naprej, tudi konkretno reče, glej, ti pa ti, ne, mislim, takrat sem tam pa tam, bi se dobili, ne. Ker ne boš to z Edgarjevega profila delal tudi, ne. Pa tudi vsebina, ki jo Damjan objavlja, glede na to Edgarjevo je drugačna, ne. Je tudi bolj telirana mogoče nišnim stvarem, ne. Ampak je pa bolj engaging mogoče od tistih generalnih stvari, ne. Okay, hvala. Dan. V bistvu kot startup ti si že itek zastavil kožo v ta tvoj produkt, oziroma tvoj startup, ne. Zdaj se mi zdi, če ne bi tega izkoristil, se mi zdi, da zapravljaš neko priložnost. Ful dober primer se mi zdi Buffer. Oni so čist transparentni, kažejo svoje plače, se točno vidi, kak zasluži CEO, kak zaslužijo vsi delavci. In glih s to transparentnostjo so postali tudi popularni, tako da, go for it. Tudi Buffer, na primer, na zadnje, ko so dobili novo rundo, ne, financiranja, so dansko pač odkrito rekli, gledaj, mi zdaj ne rabimo denarja toliko, da biznis gradimo, ampak toliko, da founderja tudi nekaj dobita ven, ne, ker dejansko pač startup delaš tudi zato, da nekaj za sebe tudi zaslužiš, ne, na koncu konca pač, da imaš nek profit, ne. In sta rekla, pač ja, neki denar tudi rabimo mi dva za neko pač malo bolj kvalitetno življenje, ne, in so to vse napisali, pač, če gledate na njihovo spletno stran, točno vidiš, zakaj so porabili denar, ne, in je tam točno po procentih, koliko od teh financiranja so za to porabili, ne, in investitorji so z veseljem dali ta denar, ker je Buffer tak, ker imajo dober brand story kot prvo, ampak kot drugo pač, ker taki profit delajo, ne, in jim ni bilo panike dati, ne, 2 milijona tam za founderja, pa da se špilajo s tem, če dobijo samo del pač procenta Bufferja, ne, ker je tak ali tak že tako uspešno. Okay. Še kako vprašanje?
Ima kdo mogoče kako svojo zgodbo, svoj primer, ki želi, da ga prediskutiramo, da ga Nina... Aleš, počakaj na mikrofon. Kar naprej. Dosti smo se pogovarjali zdaj tu o nekem consumer base-u in grajanju tega, pa v bistvu kako pridržati stranke, kako razširiti glas nekega brenda, ne? Ampak kako pa bi se recimo preko social media loto marketati nek B2B biznis? To je bilo moje vprašanje. LinkedIn. Pač LinkedIn kot social media je lahko zelo uporaben tudi, da ti definiraš nek, pač pa vem, da je to za pune buzzword že 2 leti, nek thought leadership, ne? Pač, da ti kažeš, kaj delate, ne vem, da pokažeš case study, da tudi diskutiraš o tem, ne vem, z drugimi, ki so na istih pozicijah kot ti v firmi, ne? Ker to pač potem dejansko delajo posamezniki v firmi, to ful težko delaš neko strategijo kot nek social media manager, ne? Mislim, dosti bolj lahko, ampak dosti bolj kvalitetno je, če to v firmi delajo potem tisti, ki so na teh pozicijah. Ne vem, če jaz kot nek storyteller se pogovarjam z drugimi storytellerji, pa se pogovarjamo, ne vem, o teh, kako smo se lotili nekega case-a, ne? Potem s tem, ko izmenjavaš take izkušnje, ne, se tudi potem drugi, ki se pa hočejo vključiti v to, ne vem, neki podjetniki ali pa karkoli, ne vem, čisto konkretno za svoj primer govorim, te pač kontaktirajo, ker vidijo, da jim je všeč, kar ti delaš, kako se ukvarjaš s pač problemi, ki jih ima on, in tako gradiš potem nek base, ne. Ampak poanta pa je potem na to, da več takih, ko pride do tebe, večji influencer si, ne, in potem organsko pride več drugih, ne. Ok, še kako vprašanje? Ja, tam zadaj. To bo zdaj super vprašanje, ker je za Šanka. V bistvu nimam vprašanja, ampak če ste želeli eno spletno stran ali pa Facebook stran v bistvu razčleniti, pogledati, raztrgati, lahko mojo, no. Bravo, en velik aplavz za pogum. Pa čakaj, kar pičeš spletno stran. Kaj spletno stran bomo ali Facebook stran? Ne vem, karkoli hočeš. Povej. Ne vem, spletna stran je boljša, Facebook stran je pa tak, mislim... Kaj boljša.si? Ne. Lahko oboje pogledamo v bistvu, no. Ajde, Facebook. Mi smo bolj za Facebook, ne. Facebook je malo slabši, ja, dobro. Pa to treba za izboljšave, ne, to. Ja, evo, pralne plenice napišemo noter. Kar tak, slash ali? Ja, kar tak, ja, pralne plenice, pa bi se moglo odpreti. Ta čas nam lahko povedaš, kdo si, pa kaj počneš? Evo, to. No, se vidimo, kaj počnem, ne? Sem Katja Kokot. V bistvu gradim na svoj znamki pralnih plenic, ampak ne gre se samo za prodajo posameznim strankam, ampak zato, da bi se kot pospešilo neko sodelovanje z komunalnimi podjetji in z občinami, da se spodbuja uporaba pralnih plenic. Namreč plenice za enkratno uporabo predstavljajo preveliko breme za naše okolje, ker letno se na smetišča odloži 40 do 50 tisoč ton plenic za enkratno uporabo, ki razpadajo 200 do 500 let na naših smetiščih, ne, torej neka ekološka katastrofa, ki se lahko v bistvu čisto enostavno prepreči z uporabo modernih pralnih plenic, ki so podobne plenicam za enkratno uporabo, ne. Problem, ki ga jaz pač rešujem, ga rešujem komunalnim podjetjem in tako staršem, ampak obstaja neki preveliki strah pred tem, da to predstavlja preveč dela, ne. Torej samo pranje, ker enostavno pač vzeti pampers plenico, vržeš v koš in je to, ne. Zdaj Facebook stran zaenkrat ima, mislim, v 4 mesecih je nabrala skoraj 900 všečkov, tako da dela, ne. Premalo se deli vsebina, to opažam, ne. Poskušam ciljno publiko doseči z objavami, ki se mi zdi, da je aktualna za ciljno publiko, recepti za mlade mamice, mogoče kakšni nasveti o vzgoji
Sam takoj naprej nekaj pokomentiram. Ne. Super in fajn, recimo, ampak Stašina fit kuhinja nima nobene veze z vašim brandom, žal. To je prva napaka, recimo, mislim napaka. Tudi okusno.je, recimo, to nima nobene veze z vašim brandom in to ni, če jaz pridem na vašo Facebook stran, pomeni, da želim nekaj o vašem produktu zvedeti, ne želim recepta iz okusno.je, ker potem grem lahko na okusno.je in tam preberem recept. To je recimo meni na prva stvar, ki je meni takoj padla recimo v oči. Druga mogoče pač malo več mogoče tudi s kako kreativo, to je tako zelo širok pojem, kaj bi, mislim všeč, kot glede na to, če imate tako malo časa, je to kar lepa številka. Mogoče jih tudi, da jih enostavno vprašate vaše fane, kaj jih zanima, ali pa mogoče tudi s kakimi testiranji, ne. Mogoče Facebook ni, ne vem, mogoče rabite lih te influencerje, ne, s katerimi bi se morali povezati, pa jim mogoče poslati kak tasting, govorim na pamet, ni treba tega narediti, no, ampak recimo, kaj bi jaz naredila, mogoče da sprobajo, sploh testirajo, ali pa se predstaviti, kje pa tam doseči, ne vem, mailing poslati ljudem, ali pa ne vem, karkoli, ful je nekih možnosti, no, tudi kreative, teksti, ne vem, recimo, no, za začetek. Simon, Dejan? Pa tudi tako, ne vem, če pač že objavljaš take stvari od drugih, ne, pač povej, zakaj je to relevantno za tebe, ne. Mislim, zakaj je to relevantno za tvoj brand, ne. Ker zdaj vidimo samo pač pralne plenice via okusno.je, ne. Mislim. Kaj bi ti dodal tukaj, recimo Simon, Nina? Kak bi ta post naredil sprejemljiv po vajnem okusu? Sam nekaj, ne, ker dejansko ne, jih s tem postom peljete stran od svoje strani. V bistvu to je izgubljen kontakt, ker on ne ostane na tej strani, ampak gre še drugam. Na okusno.je in recimo tam potem ostane, ker so mu mogoče bolj recepti. Ne. No, v bistvu je bil cilj tega, ne, pač, če si predstavljam jaz nek vsak dan ciljne publike, torej eno mamico, ne, ki pač ima tistih samo par ur časa, medtem ko otrok spi, ki je utrujena, pa mogoče pač prečakira Facebook in naleti na nekaj, kar pač smo mi priporočen pač recept, da ne rabi sama ga iti iskat, ne. Samo lahko tudi ti na svojem blogu potem pišeš take stvari, ne, in potem dejansko ostanejo na pač pri tebi, ne, ne ostanejo na pralneplenice.si. Kako pa to, da, ne vem, opazil sem, da imaš pač Facebook page pralne plenice, spletna stran pa je ekorit.si, pač to je tudi, ne vem, branding, pač, mogoče, ne vem, mogoče lahko poveš, zakaj si se tudi za to odločila, no? Zakaj si se odločila za drugačen brand domene in Facebook strani? V bistvu ni drugačen brand, ampak nekdo, ki išče na splošno pač produkt pralne plenice, da je to, ne, pač to, ne. Okay. Koliko je ta URL pomemben za vsebino? Potem tudi takem, pač bi lahko Nike bil poimenovan sportswear, ne. Veš, pa bi imel to na Facebooku, ne, pač po moje vseeno fajn, da gradi svoj brand, ne, in meni se zdi dejansko kar cool ime Ekorit, ne, pač nekaj posebnega, ne, pa vem, da se to zdaj čudno čuje, ampak dejansko nekaj zapomniš si, ne, in to je potem poanta, da ti narediš res nekaj memorable, ne, pač da si te von zapomnil začeti, čakaj, glej, fora je neka, ne, in na koncu social media je na tem, da ti pač nek nasmeh uporabniku daš na obrazu tudi, ne, veš, da bo rekel, glej, oni so mi pa zdaj res polepšali dan, ne. Ok, še Dejan, kak je ti komentar? Si našel kako tortico za sebe? Ja, tiste bilo low carb neki sledice. Ja, jaz bi res delal, mogoče na tvojem blogu, pa res dal neko ful dobro vsebino, ki da dosti dober za to, zakaj bi pri tebi kupil. Drugače pa poglej, pet na tisti Facebook Insights, pa poglej v teh 4 mesecih, ko si gorih, kje si dobila največji engagement. Če ti izdelal, pa če ti je tist prinesl povpraševanje po tvojih produktih, to je to, ne? V bistvu, če gremo malo nižje, en post prejšnji teden dosegel 35,000 pogledov, tako da tisti je bil kar uspešen, no, ampak je bil eden. Ja. Ja. Tisti je bil eden samo, tako. Bravo! Ok, super, še kako vprašanje?
Ja, jaz sem zdaj pač malo poslušal tele današnje nasvete naših mojstrov. Malo sem zmeden, namreč tale presenečenje večer je bilo tale no-go, ne, da temi novičkami za mamice, pa za športnike, pa za ne. To meni dejansko res se moramo fokusirati na tele naše produkte, ampak problem je tale, ne, drugi napotek je bil torej no-go, vse objave, ki se ne nanašajo neposredno na naših produktov, potem je bil napotek vsaj 3-krat na dan objavljati. Zdaj v bistvu, če bomo startupovci smo naprimer praviloma posamezniki, ne, kako v bistvu poleg core biznisa, ki ga pač imamo, pomeni managementa, prodaje, razvoja, biti čistilka, računovodkinja, še potem furati 3 objave na dan, ki se tičejo dejansko neposrednega produkta, pa ki bo dovolj quality, mislim, to je zdaj skoraj neizvedljivo, no, mislim, kako to zdaj furati. Okay, hvala. Rečemo 3 objave na dan krat 1 leto, naprimer, rečemo, to je tažno objav na leto, ne? To je nikakor, tako bom rekla, zato, tako smo že danes govorili, pa že jaz sem tudi večkrat rekla, testirati je treba. Ni nujno, da je treba 3-krat na dan. Če spamaš ljudi ali pa če nimaš nobene vsebine pametne, ne 3-krat na dan objavljati samo zato, da se naredi kljukica, danes sem pa 3-krat objavil. Ne, dovolj je 1 objava na dan, mogoče 2 dni ni nič, pa je potem, ne vem, 3. dan. Sam naj bo res logično ali pa nekako smiselno uporabljena ta vsebina. In pač, ja, to je nekaj, če se nekje odpre pač ena fronta, recimo sploh na spletu, potem se pač pričakuje na nek način, da se to neguje in gradi in tako naprej, ne. Ni pač potem dovolj, da se avtomatsko generira objave in se jih kar potem cross-linka in se Facebook posti objavljajo na Twitterju in obratno in pač to je no-go, ne. To je pač en kanal za komuniciranje, za katerega je pač potem treba na nek način skrbeti oziroma pač ga negovati in graditi, ne. Zato je to na dolge proge, ne. Recimo nekaj. Tudi odvisno je pač od tvojega brenda, ne. Mogoče ni nujno, da ti 3-krat na dan kaj objaviš, ne. Pač tudi dejansko je odvisno od tega, kako ti definiraš to, ne. Ti lahko rečeš pač, ti lahko delaš z brendom karkoli hočeš, ne. Ti lahko rečeš, glej, mi pa objavljamo samo ob sredah, vsako 3. sredo v mesecu ali kaj, ne. Pa lahko neko zgodbo iz tega narediš, ne, in potem tudi sam si boš lahko iz tega potem neke objave delal, pa ti sploh ne bo več težko, ne. Pač poanta tudi je po moje na začetku sploh pri startupih, da ti je zabavno, ne. Da ni zdaj to nekaj, joj, gled, zdaj moram spet nekaj objaviti, ne. Mi na Edgarju pač objavimo, ko nam je cool, ne. Pa pač rečemo našim dizajnerjem, da nekaj z dizajna, neko cool foto si izmislimo, pa je to, ne. Pa je takrat nek spike, ne, ampak drugače pa pač, če je, če ne, pa ne. Mislim, super, hvala. Ni zdaj nujno, da vsak dan 3 objave daš gor, če ne bo, se bo svet podrl, pa ne boš imel biznisa nikoli več, ne. Pač kak ti je, ne, se to na koncu je za tebe, ne, se ni to, mislim, pač pa tudi za tvoje klijente, ne, ampak v nekem razmerju, ne rabiš se ti zdaj ubijati. Čas kar beži ob tem prijetnem klepetu, ura je že kar 8:30, tako da bomo počasi zaključili, čas imate za eno hitro vprašanje. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ok, tam zadaj. Mikrofonček. Vprašanje? Branko, jaz sem Branko. Že prej sem hotel Nino vprašati, kaj je za vas bolj pomembno, da ohranjaš tiste, oziroma zanimivost starih teh tvojih uporabnikov, ali vidiš tiste nove? Oziroma, če se razlikuje koncept za ene in za druge? Super vprašanje, hvala. Nina, odgovor. Jaz predlagam, da negujete obojne lide oziroma pač kontakte, pač vsi fani so pomembni, tudi tisti, ki so tvoji ambasadori, pri njih je po mojem pomembno, da jih vedno znova, ne vem, nekako navdihuješ ali pa pač za njih skrbiš, ali pa pač vsekakor pa tudi, da dobivaš hkrati nove. Recimo, ker mene pa ne bom razlagala, ampak recimo mene kot potrošnika neke telekomunikacijskega recimo projekta izdelka pač moti recimo, da ful gradijo skozi na teh novih. Skozi imajo neke akcije za pridobivanje nekih novih potrošnikov, novih, odločite se za to k nam, ker mi pa ti damo to pa to pa to, če si nov, kaj pa starimi, zakaj pa mi ne dobivamo nobenih benefitov. Tako ne delajo tega relationshipa z mano in potem jaz tudi se mi zdi brez veze, potem grem vedno tja, ker mi je boljše kot potrošnik, ne. Zato se mi zdi, da je treba negovati tudi in ohranjati te odnose z potrošniki, ki pač so že nekako tvoji ambasadori oziroma so že tvoji fani in pač simpatizirajo s tvojim brandom, no, na tak način. Hvala za ta izčrpen odgovor. Mi negujemo tako ta dialog z gosti tukaj od spredaj pod reflektorji, kot tudi tisti dialog pri šanku.
Tudi s tem dialogom smo prvim smo zdaj zaključili. Naši gosti se en velik aplavz zaslužijo, prosim. In zdaj prehajamo k tistem drugem enakovredno pomembnem delu današnjega druženja za šank, da vse vljudno vabim, naslednji teden ne pozabiti, torej Musli znova in delavnica in pa ta petek kick-off dogodek na startupmaribor.si se prijaviti, evo, zdaj pa vsi na pivo. Šank se odpira uradno.